Slovenska demokratična zveza, ki je nastala pred 25 leti, je bila ena od nosilnih strank koalicije Demos, zmagovite koalicije na prvih svobodnih volitvah v Sloveniji. Stranka, ki jo vodim danes, Slovenska demokratska stranka, je pravna in politična naslednica dveh ključnih strank takratnega Demosa, Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije. Ti dve stranki sta prispevali večji del ključnega osamosvojitvenega in demokratizacijskega potencijala v času slovenske pomladi. Ko je bil na ustanovnem kongresu v začetku leta 1989 v Cankarjevem domu sprejet program Slovenske demokratične zveze, načelni program Slovenske demokratične zveze, ki se je sicer potem v detajlih še izpopolnjeval, je ta program vseboval dve ključni točki. Prva točka je bila demokratizacija Slovenije, druga točka pa je bila suverena Slovenija. Obe ti dve ključni točki iz programa Slovenske demokratične zveze sta kasneje postali osrednji programski točki Demosa in tudi osrednji programski točki volilnega programa te demokratične koalicije, ki je potem aprila zmagala na skupščinskih oziroma parlamentarnih volitvah. Ta sprehod v to programsko osnovo Slovenske demokratične zveze ima namen, da nekoliko aktualiziramo ali pa dopolnimo to, kar je ravnokar pred mano dejal prvi predsednik Slovenske demokratične zveze, dr. Dimitrij Rupel, kajti na nek način sta obe točki, čeprav smo dolgo časa mislili, da temu ni več tako, danes še vedno aktualni. Slovenija se danes še vedno sooča z, kot je dejal dr. Dimitrij Rupel, neko specifično obliko diktature, bolje rečeno monopola, ko ena politična opcija obvladuje ne samo sisteme, ki se jih običajno demokratično upravlja z zmago na volitvah, ampak tudi številne družbene podsisteme, ki bi morali biti od aktualne politične opcije neodvisni. Ta monopol, ki se je ohranil skozi obdobje tako imenovane tranzicije in se je dokončno pokazal kot vseobsegajoč v zadnjih letih, ko je postalo jasno, da tranzicija ni uspela, je eden od ključnih razlogov za to, da je danes Slovenija v vsesplošni krizi. Zanikanje tega dejstva krizo zgolj poglablja in je tudi neplodno početje. Ker gre za tako eksistencialno, za tako pomembno, za tako bistveno ali pa, če hočete, bitno stvar, se to slej ko prej razgali tako, da postane očitno. Tega nobena propaganda ne more zadržati. Pred 25 leti, ko je nastajala Slovenska demokratična zveza, so to v takratnih režimskih medijih skušali prikazati kot obroben pojav, kot nekaj, kar je še vedno neko gibanje, ki bo prešlo v okvir takratne socialistične zveze oziroma SZDL-ja, Socialistične zveze delovnega ljudstva, kot nekaj, kar še vedno ni prava strankarska demokracija, češ da to ni noben korak naprej, kot je takrat govoril Milan Kučan. Skratka, skušalo se je stvar prikazati drugačno, kot je bila po svoji realnosti in po svoji tezi. V relativno kratkem času se je izkazalo, da to ni mogoče. Z tem, ko so nastajale tudi druge zveze oziroma stranke in ko je potem nastala tudi koalicija Demos, je nekaj, kar je bilo prej potisnjeno pod površje javnosti, postalo očitno in je vplivalo na tisto ključno spremembo, ki se je v Sloveniji zgodila pred dobrima dvema desetletjema in tudi omogočila, da smo iz nekega predmodernega naroda brez lastne države postali moderna nacija z lastno državo in gospodarno svoji zemlji, formalno. Se pravi, ta boj proti vsem oblikam ali pa pojavnim oblikam diktature je še vedno
aktualen, tako kot je bil pred 25 leti, čeprav so te pojavne oblike danes drugačne in gre pravzaprav za monopole tam, ker jih ne bi smelo biti. Enako pa je seveda aktualno tudi razpravljanje o suverenosti in o samostojni Sloveniji. Ne samo zaradi tega, ker vlada trdi, da bomo toliko bolj suvereni, kolikor bolj se bomo drago zadolžili in ne bomo sprejemali nobenih pogojev od zunaj, pa tudi, če so ti nasveti dobronamerni. In je to seveda resnica tukaj ravno obratna. Ta razprava je aktualna zaradi tega, ker se danes slovenska osamosvojitev, ki nas je v bistvu konstituirala kot moderno skupnost in samostojno državo, postavlja kot nekaj, kar je bilo malo da ne napačno, ne, čeprav je zgodovina to potrdila, ali se to skuša celo kriminalizirati. Torej, razprava o tem, kar je bilo aktualno pred 25 leti na ustanovnem kongresu Slovenske demokratične zveze, je še vedno aktualno in zaradi tega je pač potrebno, bi bilo potrebno takšne obletnice ključnih dogodkov, ki so spremenili tok zgodovine v Sloveniji, tem obletnicam bilo pametno in koristno posvečati več pozornosti, kot pa se to počne. Da se to skuša zamolčati, tako ali drugače, in da se temam, ki so popolnoma obrobne ali pa nepomembne, daje 10-krat večjo pozornost od temam, kot pa temam, ki so ključne. To prav tako spominja na čas pred 25 leti. Pravzaprav je mogoče na nekih točkah ta prostor še bolj zaprt. Recimo, pred 25 leti, v prvih mesecih leta 1989, v času, ko je nastajala in polno zaživela Slovenska demokratična zveza, se je dalo takrat v strogo režimskem časopisu Delo, vseeno na kakšni 10 ali pa 11 strani, prebrati vestičke o tem, da so jugoslovanski graničarji na meji z Italijo ali Avstrijo dan prej v hrbet ustrelili celo družino, ki je skušala preiti na zahod. Cenzura vendarle ni bila takrat več tako popolna, da se tega ne bi dalo prebrati, in to v relativno sprejemljivem kontekstu, brez opravičevanja takšnih dogodkov, ker še leta prej so se takšni dogodki sicer včasih, o takšnih dogodkih se je včasih sicer poročal, vendar z tem, da se je hvalilo tiste pripadnike jugoslovanske vojske, ki so takšne zločine zagrešili. No, danes smo v letu 2014, hrvaško časopisje, hrvaške televizije že kakšen teden obširno poročajo o primeru Zemljarič, o tem, kako je nek slovenski šef Udbe svojim podpisom dal ukaz za uboj človeka, civilista, ki je živel v sosednji državi. Vendar tega na slovenskih televizijah, z izjemo ene od manjših, komercialnih, ni bilo možno nikjer zaslediti. Niti tega do danes, ko se je to pojavilo v enem od dnevnih časopisov, ni bilo možno prebrati v enem slovenskem dnevniku. Ta predvsej konkretna primerjava kaže, da smo tukaj pod standardi, ki so veljali v Sloveniji pred 25 leti. Kaj je bolj pomembno od življenja človeka? Verjetno ni stvari, ki bi bila na tem. Vendar so o tem, da med nami še vedno živijo morilci, ki imajo velik vpliv in so nekaznovani, se jih ne preganja, čeprav so konkretni dokazi. To za večino slovenskih medijev ni novica. Mislim, da bi se morali tudi vsi, ki ste danes na tej tiskovni konferenci, ki ste posvečena 25. obletnici, vprašati,
kaj počnete. Hvala lepa.